Moram vam povedati, ta teden je prišlo veliko pisem, ogromno vprašanj z strani, ki smo jih obravnavali na družbenih omrežjih, ki smo jih obravnavali v društvu, kjer se pogovarjamo, bom rekel, ali po telefonu, ali si dopisujemo na vseh mogočih platformah, tako da sem včasih toliko zmeden, da ne vem, ali sem dobil na mail, ali sem dobil na SMS, ali sem dobil na, ne vem, WhatsApp, ali sem dobil na Messenger. Veste, toliko je razdrobljena ta informatika in to v človeku neko informacijsko shizofrenijo povzroči, ne? Ko ti želiš nekomu odgovoriti in potem ne veš, na kateri platformi ti je poslal, ko mineta 2 uri. A ne? Se strinjate, se tudi pri vas to dogaja, da v bistvu veš, da imaš nekaj, pa ne veš, kje je. Pa pridejo pa druge stvari zraven, a ne? In čas pa teče. Dobro, poglejte, krasno. Tole, kar ste zdaj slišali, mi je poslala ena naša članica, ker ni vedela, kaj so ti splošni pogoji, ki so tako lepo napisani, tole, kar se tiče bank, telekomunikacijskih podjetij, kar se tiče vseh podjetij oziroma velikih firm, ki se imajo za nadzakonske, nadpogodbene, ne. Ko podpišeš pogodbo, je v pogodbi tudi člen, ki se sklicuje na SPP, na splošne pogoje, ne, pravne pogoje, ki jih potem zunaj pogodbe oni spreminjajo poljubno, kot se jim zljubi. In to v bistvu je zelo boleča stvar, zaradi tega, ker ti pošljejo obvestilo na dom, tako kot ste zdaj slišali v tem poročilu, ki sem ga pred začetkom zavrtel. A veste, kaj to pomeni, ne? Enostranski pogoji, ampak to je vse v nasprotju zakonu. Če vi berete prve člene obligacijskega zakonika, a veste, da se vam splača poiskati čez Google OZ, obligacijski zakonik, in se vam splača prebrati, dovolite, da vam povem, prvih 15 členov. V prvih 15 členih pišejo, kdaj je pogodba veljavno sklenjena, kakšni so pogoji, kako mora biti pošteno in kako mora biti volja. Volja je ključna iz obeh strani. No, zdaj pa, gledajte, vi sklenete delovno razmerje, recimo, dajmo reči, s podjetjem, ne vem, Philips ali pa Helios, ali pa Telekom, ali pa se Dars, recimo, ali pa, ne vem, z nekim podjetjem, ki ima pravno registracijo, pač neko ime. Kaj to pomeni? To pomeni, da vi sklepate s pravno osebo to pogodbo, ki sploh v bistvu ne more volje izraziti. Zato, ker je mrtva pravna oseba. Voljo lahko izrazi pa samo uradni zastopnik v fizični obliki. To je človek, ne, ki pač vodi to podjetje, recimo direktor ali pa namestnik direktorja oziroma pooblaščen, fizična oseba. In če na pogodbi piše najprej podjetje, pa potem kdo zastopa, taka pogodba ni veljavna. Pač pa mora biti najprej ime, priimek, zastopnik tega podjetja, potem pa vaše ime in priimek. Taka pogodba je veljavna. Zakaj? Zato, ker podpisnik potem odgovarja za kršitev pogodbe in seveda se potem lahko zahteva tudi odškodnina. Vkolikor je najprej pravna oseba, pa potem kdo zastopa, in se tle osebe menjavajo, odgovarja ta pravna oseba, ki je pa ne morete tožiti, ker je mrtva. Čist preprosta logika. Dajte si prebrati obligacijski zakonik, tiste prve člene, in boste videli prvič, da sta si pogodbeni stranki med sabo enakopravni, enakovredni, ne glede na to, koliko je veliko podjetje, ali je to državno podjetje, ali je to delovna organizacija, ali je to firma, kjer vas zaposlijo. Bodite na te stvari pozorni. Torej, nas ne naučijo, ne v šoli, tudi v pravo mogoče potem, ko se napreduje v nek magisterij ali doktorat, dajo to znanje, ampak prej sem se pogovarjal z Matejem od zunaj, ne, ko vi odprete bančni račun, ko govorimo ravno o splošnih pogojih, vi ste vedno napisani z velikimi črkami kot pravna oseba in na vrhu piše banka, ne. Se pravi, vi ste kot zastopnik svoje pravne osebe in referent na drugi strani, ki vam pogodbo rihta, odpira račun, je pa
recimo pooblaščena oseba in zdaj, a veste, oni lahko pravni osebi kadarkoli vzamejo denar in vi ne morete nič. Kaj boste naredili? In splošni pogoji kot tretja oseba izven pogodbe, a ne, so pogoji, ki so goljufivi po 211. členu Kazenskega zakonika z namenom pridobitništva, z namenom pridobitve nekega, bom rekel, kapitala vašega osebnega. Zakaj to govorim? Ker je zelo pomembno. Ker zdaj spreminjajo po bankah splošne pogoje, tukaj je bil ta primer Šparkase in bodite pozorni, malo si še bolj pogledajte kasneje, ampak zdaj, ko smo se malo zbrali, v studiu vsi tisti, ki ste se naknadno priključili, vas prav prisrčno pozdravljam. No, pa začnimo danes z tem, bom rekel, našim 210. Moj bog. Samo moment, si grem po kozarc vode. Hvala lepa. Hvala lepa. Dober dan, prisrčno pozdrav. Ja, dober dan. Ja, fino. Hvala lepa za pozdrave, sprejeto. Tako, glejte, spoštovane članice in člani Društva za srečno življenje Belis, dragi prijatelji in vsi vi, ki nas v tem trenutku spremljate v živo preko platforme Rumble, prisrčen dober večer in vsi dobrodošli. Povem, v izjemno čast mi je, da vas lahko nocoj pozdravim v našem, kot sem prej že rekel, evo, 210. rednem srečanju. Moje ime je Mihael Belis in imel bom priložnost nocoj, da vas vodim skozi ta večer, poln pomembnih spoznanj in nenazadnje globokih razmislekov o tem, o čemer se bomo pogovarjali. Torej, nocoj je sobota, 14. junija 2025, zbrali smo se, zakaj? Zato, ker verjamemo v moč skupnosti, ker verjamemo v moč dialoga in ker verjamemo v moč resnice, ki jo naš podpredsednik preimenoval v Jareso. Ja, res je. Naš namen ni zgolj druženje, temveč aktivno soustvarjanje boljše prihodnosti, take prihodnosti, ki nam koristi. Za nas in za našo ljubo Slovenijo. Cilj tega večera je pa dvojen. Toliko, da vam predstavim. Prvič, veste, jaz sem kar tako rekel, da si odpremo oči, a ne? Za dogajanja okoli nas. Ja. In drugič, da v sebi poiščemo moč za pozitivne spremembe, ki izvirajo iz te naše duhovne prenove. Namreč človek, ki ni duhovno zrel, pač verjame politikom, novinarjem, tožilcem, odvetnikom, sodnikom, ker pač sam nima spoznanja. Zato smo v društvu in verjemite mi, da vsak, ki podvomi v znanje, ki ga v društvu delimo, je prav, da primerja to, kar učijo na fakulteti, ki so del šole Svetovnega gospodarskega foruma, Bara in drugih organizacij, ki imajo svoj sistem, kako nas čim bolj podložiti, a ne? Ali pa zasužniti, ali pa prevarati, odkrivamo vse te prevare. In dovolite, da vam predstavim pot, ki je nocoj pred nami, nekako strukturirano, evo v 5 korakih, da predstavim. Prva točka našega večera je čisto formalne narave, tako kot vedno, ampak kljub temu zelo pomembna. Zelo pomembna in to je sprejem našega zapisnika, preteklega srečanja, s čimer bomo potrdili, veste kaj, kontinuiteto našega dela. Verjetno ste zapisnik prebrali, pregledali in sedaj vprašanje, tako kot ponavadi, ima kdo pripombe? Bi kdo diskutiral na zapisnik, ki ste ga sprejeli tukaj v pisarni ali pa preko Zooma? Ok, hvala. Ugotavljam, da na zapisnik ni pripomb, zato sprejmemo sklep, da je zapisnik z dne 7.6.2025 iz našega prejšnjega 209. srečanja Društva za srečno življenje Belis enoglasno potrjen
in s tem tudi sprejet. Tudi ta bo šel v naš arhiv in hvala seveda najprej tej, ki se tako zelo potrudi, hvala vsem prisotnim. Gremo naprej s programom in kot drugo točko bomo nocoj obravnavali oziroma bom jaz skušal podati eno kratko vsebinsko predstavitev tega, kar nas čaka. To je, dotaknili se bomo rdeče niti, ki povezuje navidezno ločene teme današnjega večera v to smiselno rdečo nit, v smiselno celoto. In kaj je ta smiselna celota? Nocoj je, spoštovani, naš cilj razumeti, kako sta usoda naše države in naša osebna duhovna pot nujno prepleteni. V tretji točki in v srednji se bomo pa poglobili v tematiko, ki nosi naslov Bogata revščina slovenske in evropske politike in politikov. Torej, politiki nas delajo revne, mi pa pravimo z ugotovitvijo v društvu, da je v bistvu to rezultat duhovne revščine naših politikov. Glejte, razgalili bomo paradokse sedanjega časa, kaj materialno bogatstvo v neki obliki sobiva z duhovno in moralno praznino tistih, ki nas dejansko vodijo ali pa bi nas mogli voditi. Torej, da si bomo na jasnem, nocojšnji večer ni zgolj kritiziranje, mi nikoli ne kritiziramo, mi ugotavljamo, raziskujemo, komentiramo. Zakaj? Zaradi razumevanja sistemskih napak, da bomo lažje prepoznali, kaj našo pot naprej. Pričakujemo lahko ostro in argumentirano analizo tega stanja, ki nas pa seveda vse zadeva, ker vsi živimo na istem ozemlju, v isti državi, pod recimo tako temu istemu zakoni in tako naprej. Na to bo sledila četrta točka, ki predstavlja sklep in hkrati duhovno osrčje našega srečanja po predavanju predsednice Eveljane Belis na temo sprava. Najpomembnejša zadeva. In tukaj tudi bo izpostavila učenje Jezusa v spravi, ki je največji človek na zemlji, in skozi to bo skušala potegniti zaključek. In odgovorili si bomo na vprašanje, kaj pričakujemo od tega večera. Namen je jasen. Skozi razumevanje sprave in odpuščanja želimo ponuditi orodje za preseganje družbenih in osebnih razkolov. In informacije, ki jih bomo delili, veste, informacije niso le podatki, tako kot za umetno inteligenco, za to, kaj danes tako reklamirajo, ampak podatki od živega človeka, torej tako jaz razumem. Veste, kaj so? So smerokazi. Niso zgolj suhoparni podatki brez duše, ampak so dejansko izkušeni smerokazi za bolj celotno in osmišljeno življenje, naše življenje. In seveda potem na koncu nas pa čaka še kaj, en čudovit dokumentarec, to je 5. točka, prehod na drugi del večera, bomo po tem formalnem programu, ne bomo šli vsak svojo pot, upam, da ne, še takoj, temveč bomo skupaj ostali ob ogledu, tako vas povabim seveda, izjemno pomembnega dokumentarnega filma z naslovom Načrt iz ozadja. Ko njihova vizija postaja tvoja prihodnost. Se pravi, gre za agendo, jaz mu rečem, ne rečem urnik ali načrt ali pa plan, ampak to je načrt iz ozadja, ker je zahrbten, povedan drugače, kot ga v resnici želijo izvesti, kar vidimo tudi sedaj po vseh konceptih, ki jih država izvaja. In glejte, film, ki je dokumentarec 2025, bo odlično dopolnil in še vizualno podkrepil vse, o čemer bomo nocoj govorili. Tako, dragi prijatelji, tako prisotni tukaj, kot tisti za ekrani, pričakujte večer brez olepševanja. Večer, ki vas bo morda vznemiril, a hkrati opogumil. Naš cilj tukaj v društvu je, da odidete v naslednji dan in v prihodnost z novimi spoznanji, predvsem pa z okrepljenim upanjem in notranjo močjo. Zato se tudi družimo.
Zdaj pa seveda, če se strinjate, začnimo z našo prvo točko nocoj, ki sem jo pripravil. Mihajl Belis sem z vami, za tiste, ki ste se zdaj šele priklopili ali pa odprli na družbenem omrežju Rumble. Dober večer. In sicer naslov nocojšnje osrednje teme je Bogata revščina slovenske in evropske politike in politikov. Če se ozremo v širšo sliko, veste, imate puzzle, pa imate v tem puzzlu samo en košček. In če ta košček sestavimo v sliko, dobimo en širši pogled, tako pravijo, a ne, bo vsak sektor, ko govorimo o sektorjih, govorimo o teh puzzlih, se pravi otroci, zdravje, hrana, izobraževanje, spol, voda, energija, naštevamo lahko še gospodarstvo, infrastruktura, pa recimo družba, urbano življenje, poraba, okolje, ekologija, pravosodje in globalne vezi. Vse to bo osiromašeno do skrajnosti, kar se že čuti. Vsako ministrstvo nam posebej pripravlja položnico, česar do zdaj ni bilo. Veste, pravi namen agende se tako razkrije. Iz tistega stavka, kako že gre? Ničesar ne boste imeli in boste srečni, nekako v tem smislu, ne? Se spomnite, pa nikogar ne bomo pustili za nami, za seboj. In če sem malček grob, in kot vrhunec tega cinizma obljubljajo, da bomo v tej praznini nič imeti srečni. To je sreča, ki izhaja iz popolne predaje in odpovedi svobodi. Preden začnem z svojim podajanjem teme, bi rad povedal, ker mi je zdaj ta hip prišlo na misel, ko sem bil star 7 let, me je mami peljala v cerkev in tam sem postal ministrant. Minister, ne, za župnika. Ministri so ministrantje. Minister streže državi, ljudem, ne, in je pač tam tudi pred ljudmi na nek način tudi vodi obred, da teče, da se ne zatika. Seveda ministrant se ob tem seveda moram določenih protokolov naučiti. A veste, če gremo čistko, kdaj je vrček, kdaj treba zvoniti, vse ob svojem času. In če ministrant dela po svoje, ves obred se kaj? Sveži, ja, tako grdo besedo rečemo, ne? Ampak potem je pa tukaj glavna beseda, ko pride ta govor župnikov, ki mu rečejo pridiga, ne? Ali pa homilija, nagovor. In v nagovorih jaz kot otrok pa vse do 30. leta sem poslušal eno in isto besedo. Bog je tisti, ki ti daje smisel v življenju. Brez Boga nimamo smisla. Vam je poznano to, lahko pokimate z glavo. Brez Boga ni smisla življenja. Zdaj pa dajmo to prevesti v sodoben politični jezik. In jaz moram se predati vse, kar Bog reče, 10 zapovedi, besede iz Svetega pisma in seveda, ker je duhovnik Božji namestnik, moram kaj? Tudi njega ubogati, zato ker je smisel v Bogu, a ne? Ubogati, ne? Biti ubog in ubogat. Zdaj pogledajte, od kjer se to izhaja. Namreč, smisel je v Bogu in samo tam se išče, to pomeni, da jaz moram imeti predsednika in rečem, smisel je v predsedniku. Jaz sam ne smem razmišljati in smisel je samo v vladi, smisel je samo v TV-ju, kar rečejo, smisel je samo v tem, kolikor se jaz predam, ne? Kolikor sem ponižen, kolikor služim kot ministrant po navodilih, po urniku, po naučenih zadevah. In je šolstvo tako narejeno. No, toliko za uvod, da boste vedeli, kako dolgo nas že dresirajo, vse življenje. Torej, dragi prijatelji, cenjeni gostje, vsi rojaki, ki ste nocoj tukaj zbrani in vsi, ki nas spremljate v živo, nadaljavo, prosim vas, da se za trenutek ustavimo. Da utišamo hrup vsakdanjega življenja, da se zazremo vase, ter drug od drugega. Poglejmo si v oči, brez mask, brez pretvarjanja. Priznajmo si tisto, kar si v dnu duše že dolgo čutimo.
da v naši deželi, bom rekel tako, v naši prelepi, čudoviti, a že dokaj utrujeni Sloveniji nekaj temeljito ne štima, nekaj ni v redu. Veliko ni v redu, me tukaj popravljajo naši člani, se strinjam, veliko ni v redu, ne? Ampak gledajte, to ni zgolj moj občutek ali pa vaš občutek. To je realnost, to je film, to je matrica, to je to, kar živimo praktično vsak dan. In čutimo to, ko plačujemo položnice, ko si iz meseca v mesec višamo na nek način stroške, potrebe. Čutimo to, ko stojimo v neskončnih čakalnih vrstah za zdravnika. Čutimo to, ko gledamo naše starejše, kako brskajo po smetnjakih in naše mlade, kako brez upanja odhajajo v tujino. Ta hip je poslovno Hrvaška poleg podjetij zelo odprta, ker imajo boljše pogoje, kot jih pri nas ustvarja vlade. In čutimo to v srcu, kot tiho bolečino, kot nemoč, kot občutek izgube in kot občutek notranjega trpljenja ali pa, če hočete, celo izgubljenosti na nek način. Ja, seveda naši voditelji imajo polna usta rešitev. In to je ta revščina. Govorijo nam o strategijah, programih, evropskih skladih, evropskih financah, govorijo nam o načrtih, o ciljih, o programih. Bruselj nam pošilja lepo, čudovito oblikovane dokumente, v katerih so natančno popisane vse velike revščine in v vseh možnih oblikah, 17 ciljih, kot da bi popisovali živalske vrste v živalskem vrtu. Veste, imajo imena za vse. Gremo po vrsti, vas zanima? Veste, energetska revščina. To je, ko te skrbi, ali si boš po zimi lahko sploh ogrel stanovanje. Zdaj popularna otroška revščina, pa zbiranje preko nekih akcij nas vzgajajo, kako smo mi ubogi in moramo zdaj za otroke dati, ker država pač je tako bogata, da ne more dati, ne. To je, ko država zagotavlja, da otroci ne bodo lačni, a realnost, poglejte, na terenu je povsem drugačna. Zakaj je ta realnost tako drugačna, je drugo vprašanje, kaj se v ozadju teh dobrodelnih humanitarnih akcij skriva, kako so preoblikovane, čemu so namenjene, o tem bomo še govorili. Potem govorijo o gradnji stanovanj, javnih, se pravi, ti ne boš dobil službe, nimaš dovolj denarja, stanovanja si ne moreš kupiti. Država bo poskrbela za kaj? Zato, da te bo dala v stanovanje polno elektronike in nadzirala. In za najemnino ne boš imel. To je, ko je lastno stanovanje postalo v bistvu nedosegljiva fantazija za celo generacijo. Lahko samo fantaziraš, da bi imel svoje stanovanje in to ni že od danes, to že nekaj časa se dela. In glede na to, da nisi lastnik digitalnih aparatur, recimo elektrike, vode, toplote, plina in tako naprej, mobitela. A veste kaj, to je digitalna revščina, ne? To je, ko te sistem odklopi in te on vodi. Če nimaš pametnega telefona in nimaš digitalnega potrdila, ne obstajaš. Ni zanimivo, ne? Veste, vse skupaj, kar vam zdajle pripovedujem, morda zveni strokovno, morda celo zelo organizirano. Kot da je vse v najlepšem redu, kot da je vse pod nadzorom, vse super, enkratno. Ampak kaj, če je vse to samo predstava? Fasada, za katero se skriva, bom rekel, veliko bolj mračna resnica. Kaj, če vam povem tukaj, pred vami, ki stojim, Mihael, da revščina v naši družbi ni neko nesrečno naključje ali posledica lenobe, tvoje, moje, naše, daleč od tega. Včasih smo delali 8 ur, danes delamo pa 23 ur, pa 1 ur spimo, ne? Kaj, če je revščina v tem primeru postala orodje? Orodje nadzora, ki ga naša politična elita zavestno in sistematično uporablja, da bi ohranila svojo moč. Kaj, če vam povem, da revščina ni napaka sistema, ampak je njegova bistvena funkcija?
Ste razumeli ta stavek, to zvezo? Človek bi mislil, da gre za napako. Ne gre za napako. No pa poglejmo globalni načrt, ki mu tako zvesto sledijo naši voditelji in se imenuje Agenda 2030, jaz pravim zahrbten načrt 2030. In predstavljajo nam jo kot svet igral, kot rešitev, kot lepši svet, boljši jutri. Krasna mesta, 15-minutna mesta, trgovina blizu, avto blizu, električno, nobenega smradu, narava čudovito, ne? Kot rešitev za vse probleme človeštva, kot rešitev za podnebno krizo. Podnebna kriza je tukaj najhujša stvar. Zdaj so sprejeli celo zakon o podnebni krizi v državnem zboru, če ste zasledili. 17 ciljev za trajnostni razvoj in za lepšo prihodnost. Pa predlagam, da si pogledamo, kaj se dogaja pa v resnici. Veste, pod tančico, ta tančica je, če imate pred seboj vizualno, si naslikate čudovitega dekleta, čudovitega moškega ali pa moški čudovito deklico in je pokrito njeno ali njegovo telo s tančico. Tako izgleda vabljivo, ne? Ampak ne vidiš izza tančice. In to so te lepe besede, veste. Vsak od teh, bom rekel, opisanih, vzvišenih ciljev za tančico skriva smrtonosno orožje. V praksi doseže prav nasprotno in to nasprotje je to orožje od obljubljenega. Je kot mračna satira, ki se odvija nam vsem v živo pred očmi, kot film. In kaj so ti cilji? Cilj 1, rečejo, bomo izkoreninili revščino. V resnici pa revščino prinaša. Saj se pod krinko varčevanja režejo podpore družinam, podpore delavcem, podpore brezposelnim in podpora mladim. Drugi cilj je konec lakote. V resnici rojeva prehransko revščino, kjer zdrava, kakovostna hrana postaja luksus za bogate, ne več osnovna pravica. Pa ne samo to, tudi strupena, kakor ugotavljamo. Ti moraš v trgovino in kaj kupuješ z tisto QR kodo, s katero prebereš, kaj vsebuje, ali pa prebereš droben tisk, ki je tako droben napisan, da ga ne vidiš in te oči bolijo, moraš povečati s kamero ali pa kako drugače prebrati. Ali pa QR kodo, kjer imaš aplikacijo, da ti povejo, kaj je noter v tej, kakšne so sestavine in potem pa še nekaj, ne? V vsaki trgovini imate zdaj po novem, se pravi, veliko trgovino in pol imate pa zdravo hrano, oddelek za zdravo hrano. Kaj to zdaj pomeni? Da je vsa druga hrana nezdrava, zastrupljena? Mogoče. Ste kdaj razmišljali? In cilj 3, dobro zdravje. A veste, dobro zdravje v resnici uvaja zdravstveno revščino, saj dostop do zdravnika postaja vse bolj nedosegljiv in pogojen z denarjem. Jaz sem ta teden dobil en list, na katerem je pisalo, nekdo mi je to poslal, da je šel k zdravniku in je dobil naročilo za pregled, pazite, ne za zdravljenje, za pregled, junij 2035. Pazite, pregled. In ko priješ na pregled, verjetno zdravljenje ne čez 10, ampak čez 20 let. Ne vem. Ampak to je, vidite, to je to. Gremo malo preskočiti iz 3., gremo na 7. cilj, ki je zelo aktualen, ker je naš predsednik vlade tudi energetika, ne? Dostopna in čista energija. V resnici uvaja energetsko revščino, ki domove potaplja v temo in mraz ter ljudi sili v odvisnost od novih dragih tehnologij. In ta vzorec se ponavlja skozi vseh 17 ciljev agende, ki je ta globalni program in nima nobene zveze z nacionalnim programom iz 73. člena ustave, kjer ga mora sprejeti dvotretjinska večina v državnem zboru, predstavi ga minister za okolje in prostor in se sprejme kot nacionalni program. To nima veze z nacionalnim programom, ampak ti cilji prihajajo v obliki nekih resolucij, ki jih sprejmejo, in to ni noben zakon, tudi v ustavi ime resolucije ne boste našli, to sploh nima nobene pravne teže, nobene pravne, rečejo, ta je naša usmeritev. In potem, ko zakon pišejo, je v nekih določenih členih skrito ime te resolucije pod strokovno študijo.
resolucijo preimenujejo v strokovno študijo. V tej resoluciji noter pa že piše, kdo bo izvajal, kaj so cilji, tako da je že vse vnaprej določeno in so že vnaprej izključeni vsi, ki bi lahko sodelovali, ki bi na razpise lahko prišli, pa ne morejo. In zato je stanje alarmantno zaradi te pravne prevare. In ta vzorec se ponavlja skozi vseh 17 ciljev, veste. Vsak zakon, ki se ga dotaknejo, je prevarantski po novem. Vsak korak k njihovi rešitvi je v resnici korak globlje v našo odvisnost, v sistemsko siromašenje vseh področij našega življenja. In njihov, ne naš, njihov končni cilj, ki ga cinično zavijajo v obljubo o sreči, je jasen. Ne boste imeli ničesar in boste srečni, kar smo nocoj že povedali, ne? To ni obljuba o sreči, prijatelji moji, to je obljuba o popolni predaji, o odpovedi, svobodi, v zameno, zakaj? Za nadzorovano programiranje našega preživetja. In ne mislite, da je to neka oddaljena teorija. Poglejte samo našo slovensko realnost. Če skupaj pogledamo, kako sta ta agenda se dejansko udejanja na vsakem koraku pri nas s temi besedami, visokimi, z reklamami, povsod, zdaj so se, a veste, kaj je zanimivo, zdaj se je vlada kar na družbena omrežja preselila in se je preselila na LinkedIn, na Twitter, na Facebooku, povsod imajo ministrstvo, kar mrgoli tega, to je 20 ministrstev, vsako svoje oglašuje in več ne veš, vidiš 3 stvari in ti sploh ne moreš več pregledovati stvari, ker je preveč vsega. Potem pa še po televiziji gledamo ganljive dobrodelne akcije, ko mediji vrtijo zgodbe o revnih otrocih, ne rečem, da ni, ampak to je stvar države, sociale, zato plačujemo. Ko vsi jočemo in pošiljamo SMS na številko XYZ sporočila, da bi nekomu pomagali, 5 evrov, 10 evrov, 20 evrov, ne vem. Ja? Pa ali se sploh zavedamo, kaj gledamo? Mi gledamo distopični film. To ni humanitarnost. Veste, kaj je humanitarnost? Humanitarnost je resnična kriza, katastrofa, ko človeku daš paket hrane, obleke, mu pomagaš če se mu hiša zruši. To, kar delajo, ni stvar uboštva. Mi živimo v zelo bogati državi, tam, kjer delijo milijone, milijarde, poglejte, na eni strani, na drugi strani pa zbiramo 5 evrov za morje za otroke. To je, kot piše v dokumentu, ritual preusmerjanja pozornosti od sistemskih zločinov. Jaz temu rečem sistemski zločin, ker med milijardami, dobro, milijoni, bodimo bolj skromni, ne, če smo že revni, pa med 5 evri je takšna luknja, vmes smo pa mi, ki delamo za te milijone in potem moramo še 5 evrov za otroke dati, ki nimajo, ker so družine v stiskah. Država, ki bi morala poskrbeti za svoje ljudi, se umakne v svojo odgovornost, prelevi v sočutje posameznikov, ki jim naloži naj to počnejo, pa je to televizija, radio, pa včasih Rdeči križ, pa ne vem kaj še UNICEF in tako naprej. A veste, kaj se zaradi tega zgodi? S tem se zgodi dvoje. Prvič, sistemski problem se spremeni v zasebni biznis. In drugič, ustvari se lažni moralni kapital. Na eni strani imamo junake in deželake in dobrotnike, ki si gradijo javno podobo, pa Audiče in Rdeče križe in druge, na drugi pa uboge, pasivne prejemnike pomoči, ki morajo biti tiho in hvaležni in srečni, če sploh kaj dobijo, ker mnogo jih prosi, pa ne dobijo, ker niso na pravi strani reke. Veste, to ni pomoč, to je piramidna igra, to je mrežni marketing, to je igra moči, ki uničuje dostojanstvo in normalizira revščino. In vladi to paše. Vprašam vas čisto kot človek, mar ni sramotno v bogati Sloveniji, kjer govorijo o milijonih in milijardah, da mora otrok z Gorenjske čakati na donacijo iz akcije, da si bo lahko kupil kolo. A veste, to ni znak naše človečnosti, to je znak, da živimo v pokvarjeni državi z dobrim PR-jem, z dobrimi reklamami
in z dobrim pranjem možganov dobrosrčnih ljudi. In kar je najhujše, tisti ljudje, ki imajo najmanj, darujejo največ. Ja? Namreč eno podjetje, ki služi milijone, in tisto podjetje, ki služi milijone, da 2000 evrov, se sliši veliko, proti temu poda vsak 5 ali 10 evrov, ampak takih 5 ali 10 evrov, veste, je lahko 200-300 tisoč ljudi. Ni problem dati. Problem je namen. Problem je zavajanje. In vprašanje, kje to pristane, ker imajo režijo. A veste, koliko stane reklama na radio za eno firmo? Ti ljudje pa sami sebe oglašujejo, si širijo doseg, si širijo renome in tako naprej. Na račun revnih, seveda. In to je biznis. In poglejmo, ta sistem deluje od znotraj, kako to funkcionira. Recimo, naša ministrstva, veste, imamo jih 20. Več, kot ima agenda 2030 ciljev. To smo Slovenci. Kot da bi želeli biti bolj papeški od papeža. In skoraj vsako od ministrstev, namesto da bi upravljalo svojo funkcijo, aktivno ali pasivno, proizvaja novo obliko revščine. Če jih gremo po vrsti, glejte, povedal vam bom, Ministrstvo za delo, ki bi moralo biti steber socialne varnosti, kaj dela v resnici, nastavlja socialne transferje pod pragom preživetja in zlorablja CSD-je za represijo namesto podpore. Ministrstvo za finance, namesto da bi podpiralo državljane, z davčno politiko obremenjuje koga, delavce, in razbremenjuje kapital. Ministrstvo za zdravje je postalo sinonim za razpad sistema, ker dolge čakalne vrste povzročajo, da revni zbolevajo, bogati pa gredo zasebno. Ja? Ministrstvo za izobraževanje, namesto da bi ustvarjalo enake možnosti, reproducira družbene neenakosti, veste, ker kakovostno znanje postaja v bistvu dobrina za elite. Redne šole pa vzgajajo pač koga? Sužnje, ki ubogajo. V šoli bi lahko marsikaj povedal, sem tudi objavil, a veste, v 10 letih, koliko je maturantov upadlo. Morda veste, sem naredil statistiko, je na Facebooku, sem jo javno objavil in naredil seveda zanimiv članek, če imate možnosti, to poglejte. Mi pa gremo naprej na Ministrstvo za pravosodje, za pravo, ki naj bi zagotavljalo enakost pred zakonom, je postalo sistem, kjer pravna pomoč dostopna tistim, ki si jo lahko privoščijo. Medtem ko revne izključuje, ti si moraš poiskati zastonjsko pravno pomoč. Ampak potem, ko jo dobiš, jo moraš spet plačati. Po točkah. Imate izkušnje, ko ste dobili brezplačno pravno pomoč, pa ste jo kasneje mogli plačati, ne? Je tako. In to, gledajte, ni nesposobnost. To je sistem, to je birokratska mafija, ki pokopava človeka pod papirjem in ga zmede do te mere, da se preprosto neha boriti. Izgubi voljo, izgubi finance, izgubi moč, izgubi spoštovanje do take vlade. Veste, resnična, najgloblja revščina ni pomanjkanje denarja v denarnicah ljudi. Najhujša revščina je tista v glavah in srcih tistih, ki nas vodijo. To je bogata revščina. Politikov so dobesedno revni, vsem, razen v plačah. In ta njihova revščina ima veliko obrazov. To je vsebinska revščina, kjer ni več idej, kjer nimajo več vizije in nimajo nikakršnega programa. Kjer se zanašajo na krilatico, se bo že nekdo drug odločil. Obstaja pri njih tako imenovana govorna revščina, kjer poslušamo le še prazne floskule in ponavljanje besed brez pomena, ki ne povedo ničesar za nas, za ljudi. Oni se pogovarjajo v javnem nagovoru med seboj, v kodnem jeziku, za nas prazen. Potem imajo empatijsko revščino, popolna izguba stika z realnostjo.
kjer ljudje nismo več volivci in državljani, ampak le še kaj, uporabniki, smo samo še številke, smo samo še segmenti, smo samo še podatki v računalnikih, smo samo še digitalna, ne vem, entiteta. Ne? In najhujša od vseh, odgovornostna revščina, tukaj pa zmaga Slovenija v odgovornostni revščini strani države. Živimo v sistemu, kjer nihče več ne odstopi. Nihče več ne odgovarja za napake. Sistem pa sam sebe ščiti in ustvarja kolektivno, kako se temu reče, amnezijo po vsakem fiasku. In to se je zgodilo zdaj v zelo kratkem času. Včasih so ministri še odstopali, včasih so direktorji zaradi napak odstopili, danes tega ni več. Pride, reče, jaz sem delal vse v skladu z zakonom. S kakšnim zakonom? Kaj si delal v skladu? V ozadju pa kamioni nesreč. To, prijatelji moji, ni več oblast ljudstva. To je postala oblast nad ljudstvom. Ja. In vrhunec vsega, paradoks evropskih sredstev, denar, ki naj bi nam pomagal iz razvojnega zaostanka, je zato namenjen, a ta denar je postal naše prekletstvo. Ustvaril je, veste, bom takole rekel, najnovejšo, najbolj prefinjeno obliko revščine, odvisnostno revščino. Naše občine, naše podjetja, naše organizacije ne razvijajo več lastnih trajnostnih rešitev. Daleč od tega. Postale so odvisniki od evropskih projektov, ki jih pišejo po bruseljskih smernicah, ne po resničnih potrebah naših ljudi ali po tem, kar mi potrebujemo v vsakdanjem življenju. Ne po resničnih potrebah naših ljudi. In ko se projekt enkrat konča, za sabo pusti kaj? Praznino, pogrom, saj ni več virov za nadaljevanje. To se dogaja v Sloveniji. In ta denar, evropska sredstva nas ne rešuje. Ta denar hromi našo ustvarjalnost, našo avtonomijo in vsak, ki prejema evropska sredstva, spreminja ljudi v administrativne sužnje, ki tekmujejo za drobtinice z evropske mize. Temu se reče administrativna revščina, prijatelji. Vem, da so trde in težke besede. Resnica je včasih hladna in ostra in zareže v jedro. Izreči jo je pa treba na glas. Nikogar o tem še nisem slišal v Sloveniji govoriti. Mora nas predramiti iz te apatije, v katero so nas sistematično potegnili in uspavali. Uničili so nas, da smo majhni, revni, nepomembni, da smo kako notranje kolonizirani, iztrgani iz lastne zgodovine. Učili so nas, da je zahtevati dostojno življenje egoistično in nevzgojeno. Ampak jaz sem nocoj tukaj in vam povem, da je iz tega klopčiča, iz te psihozamotane stvari možen izgovor. Rešitev pa ne bo prišla od zgoraj, ne bo prišla z novo stranko, ne z novim obrazom na plakatu in ne z novimi volitvami, ki so postale volitve brez prave izbire. Resnična in edina rešitev tudi ni v novih zakonih, ki jih prenavljajo po tekočem traku v skladu z agendo, ker hočejo delati v skladu z zakonom, ampak noben zakon sploh ni skladen z ustavo od teh zakonov. Veste, kje je rešitev? Rešitev je v psihološkem prebojenju naroda. V psihološkem prebojenju pomeni, da se zavedam tega, kar se okoli mene dogaja. Ne, da poslušam in delam, kar mi rečejo. Rešitev je v razumevanju, da živeti skromno ni isto, kot biti sistemsko oropan.
v spoznanju, da naša moč ni v njihovi miloščini ali v čakanju na naslednjo akcijo, naša moč je v naši zavesti. V naši odločitvi, da ne bomo več pasivni, da ne bomo več prazna, prestrašena masa, množica, ampak ponosen, pokončen in povezan narod, ki zahteva od teh ljudi končno odgovornost, ki nam bo povrnilo dostojanstvo. Ker če nimajo odgovornosti in če te odgovornosti ne bo, potem smo mi zapravili tudi svoje dostojanstvo. Ne govorim o njihovem dostojanstvu, ampak o našem. Če nismo sposobni tega zahtevati. To je boj za naše življenje, za prihodnost, pa ne toliko za našo, ki smo tukaj pred kamero, pred zasloni, pač pa naših otrok za našo prihodnost. In za dušo našega naroda, ljudje Božji, ne smemo dovoliti, da nas zadovoljijo z obljubami o sreči v praznini, kajti prava sreča, veste, ne izvira iz odpovedi, temveč iz moči, da sami oblikujemo svojo usodo v svojem življenju. Ne, da nam jo nekdo drug narekuje in oblikuje. Brez smisla. Zato vas danes pozivam. Prebudimo se. Povežimo se in zahtevajmo, ja, reso. Ja, res je. Pobijali ste nas med covidom. Zapirali ste nas, škodite nam, spreminjate zakone v svojo korist, kršite ustavo, delate narobe in za nič ne odgovarjate. Čas je, da ta krog prekinemo. Čas je za preobrat in ta preobrat ne bo tih in ponižen. Ne bomo več prosili za to, kar nam pripada. Ne bomo več čakali na milost nekoga, ki nas je oropal. Ne bomo več poslušali praznih obljub, ne bomo poslušali prefinjenih laži. Dovolj je tega. Čas je zaglasen, odločen in neomajen. Dovolj. Dovolj revščine v bogati državi. Dovolj revščine v bogatih glavah. Dovolj politikov, ki služijo sebi, ne narodu. Dovolj praznih besed, dovolj zamolčanih resnic. Kaj torej svetujemo v društvu Belis? Kaj si mislimo? Ne bomo vam ponujali, veste, instant rešitev, hitrih rešitev. Quick, hitro. Tako kot država hoče, hitro in učinkovito. Varno in učinkovito. Ali drugih magičnih formul vam ne bomo ponujali. Ne bomo obljubljali raja na zemlji, a ponujamo vam nekaj veliko bolj dragocenega. In kaj vam ponujamo? Pot do res prave moči. Pot do lastne suverenosti. Da veš, da si prevaran, da veš, da imaš orodja in da se zavedaš, da s temi orodji lahko vplivaš na prihodnost. In da daj se pregovoriti, da to orodje ne deluje, pa še kako deluje, če ga uporabiš. Ko te pregovarjajo, da ne deluje, je to zato, da te prepreči, da si pasiven. Naredi zase nekaj. In to je skupna moč. Veste, ta pot za vsakogar seveda ni lahka. Pa ne bo posuta z rožicami, z marjeticami, z narcisami. Ne. Ampak je edina pot, verjemite mi, ki nas lahko pripelje do cilja, do Slovenije, ki bo ponosna, ki bo pravična in poštena do vseh svojih državljanov. Zato zahtevamo naslednje. Zahtevamo prebojenje, zahtevamo povezovanje, zahtevamo odgovornost, ne bomo več tolerirali neodgovornosti in ne bomo več tolerirali korupcije, podkupovanja, lažnih obljub. Veste, politiki niso nedotakljivi, za svoje odločitve morajo odgovarjati nam, narodu. Ne bomo pozabili njihovih obljub. Ne bomo dovolili, da se sprenevedajo in prelagajo odgovornost. Zato zahtevamo čisto poslovanje, kako rečejo, pregledno, transparentno, zahtevamo poštenost in zahtevamo na koncu seveda tudi odgovornost, če tega ni. In ključno,
Zahtevamo v društvu aktivno državljanstvo vseh prisotnih, ki smo tukaj, ki bodo to poslušali, in vseh tistih, ki to že počnejo. In hvala vam vsem, kajti vi ste tisti, da še nismo tam, kjer bi že zdavnaj lahko bili. Ne bomo samo volivci mi tukaj na 4 leta, veste. Odločili smo se, da bomo aktivni udeleženci v teh političnih procesih, ker vidimo, da brez nas ne gre. Ker nas hočejo imeti, in če nas hočejo imeti, tukaj smo. Ampak veste kaj? Pogodba je enakopraven dogovor med dvema. Brez dogovora ne bomo sodelovali. Če mi ne bomo sodelovali, vi ne boste uspeli. Sami sebi namen ne morete narediti nič brez nas, ker zaradi nas to počnete. Veste? In v tem procesu bomo ves čas kontrolorji vseh vas, ki vas plačujemo, bogato plačujemo. Zato tudi pišite, dragi moji poslancem, naj vidijo, kako njihove odločitve vplivajo na nas, kje, na terenu. Udeležujte se javnih razprav, sledite javnim razpravam, podpirajte iniciative. Tudi zdajle v društvu Belis. Hvala vsem, ki ste podprli, ki še podpirate. Zdajle prihaja ta poletni čas, ko se je, bom rekel, ta priliv nekoliko znižal, imamo kar nekaj, bom rekel, izzivov, tako da se priporočamo za kakršnokoli podporo z vaše strani. In vsi tisti, ki seveda to počnete, srčna hvala. Z druge strani pa seveda je treba se organizirati, pokazati, da nam vsem ni vseeno, kaj se v družbi dogaja. Da bomo lahko to počeli naprej, seveda potrebujemo tovrstno podporo, ki je za družbeno dobro, in ne dajajmo tiste podpore, ki družbo uničuje. Ne prepustite svoje usode v roke drugih ljudi, zahtevamo aktivno državljanstvo, pa ne veste samo aktivno, ampak vsak dan. Zahtevamo novo politično kulturo. Novo politično kulturo, ne potrebujemo politikov, ki se borijo za moč. Potrebujemo voditelje, ki služijo ljudstvu, ki služijo narodu. Potrebujemo politike, ki imajo vizijo, integriteto, pogum, pravičnost, poštenost. Potrebujemo dialog, da se pogovarjamo. Ne potrebujemo sovraštva, ne potrebujemo razdiralnih elementov, ne potrebujemo TV, da nam bo povedal, kaj moramo narediti, zakona pa ni, zakon pa ne obstaja. Potrebujemo to vrstno sodelovanje, ne pa izključevanje. In če že govorite, da boste vključili vsakega, potem dajte to vključevanje delati pošteno. Transparentno, odgovorno. Ja? Zahtevajmo torej politiko, ki temelji na etiki, morali in skrbi za ne denar, ampak za sočloveka. To ni prošnja. Drage članice, spoštovani člani, dragi prijatelji, to je zahteva. Zahteva naroda, ki se je prebudil in se zaveda svoje moči. To je zahteva naroda, ki noče živeti več v revščini, umetno narejeni. To je zahteva naroda, ki želi prihodnost za svoje otroke. In veste kaj? V to zahtevo v društvu Belis z vsemi člani vam povemo, da trdno verjamemo in to tudi glasno izražamo. Verjamemo v moč povezanih ljudi, v moč sodelovanja, verjamemo v pravičnost, verjamemo v Slovenijo, ki si jo zaslužimo. Zato končno vstanimo, povežimo se, zahtevajmo, kajti čas je za preobrat. Čas je, da vzamemo usodo v svoje roke. Ne gre samo za številke ali definicije, ki jih poznamo, ampak za pravzaprav kritiko celotnega sistema, ki naj bi revščino celo ustvarjal. Poglejva, kam nas to pelje. Začne sicer precej standardno, ne? Ja, na začetku omeni tiste oblike revščine, ki jih tudi EU prepoznava. Energetska, otroška, stanovanjska. Pač te znane kategorije. Ampak to je res samo izhodišče. In potem, kaj? Zasledil sem, da se lotijo agende 2030 na precej, recimo temu, poseben način. Zelo poseben. Skoraj satiričen, bi rekla. Predstavljajo, kot da vsak od tistih 17 ciljev trajnostnega razvoja v resnici ustvarja novo obliko revščine.
Kako to mislite? Recimo, cilj 1, odprava revščine. Po tej logiki vodi v revščino otroštva. Cilj 2, odprava lakote, pa v prehransko revščino. Cilj 7, energija, v energetsko revščino in tako naprej. Čakajte, torej vsak cilj prinese neko novo bedo. Do konca, ko naj bi ljudje... Ko naj bi ljudje, tako pravi vir, imeli nič, ampak bili kao srečni. To je res drzna interpretacija agende. Zelo. Ampak osrednji argument gre še dlje, se mi zdi. Ne osredotočajo se toliko na revščino ljudi, kot na, kaj že, revščino oblasti. Točno to je ključna točka te analize. Prava težava naj ne bi bila samo v pomanjkanju pri državljanih, ampak v temeljni revščini tistih, ki vodijo. Kakšni revščini? Vsebinska revščina, brez idej, brez vizije, odločevalska revščina, izogibanje odgovornosti, pa govorna revščina, prazne besede in potem še kulturna, etična, empatijska, demokratična revščina elite. Prav to naj bi bilo tisto obilje revščine, o katerem govori vir. Obilje revščine. Močna besedna zveza. Ampak zakaj? Zakaj bi sistem, po mnenju tega vira, seveda, to počel? Ohranjal revščino. No, analiza ponuja več razlogov, vsi so precej, recimo, cinični. Revščina kot orodje nadzora. Ljudje, ki so odvisni od pomoči, so lažje vodljivi, ne? Potem, revščina kot neka politična valuta, za pridobivanje sredstev, za izkazovanje neke navidezne skrbi. Tudi sama ta institucionalna revščina naj bi bila dobičkonosna za nekatere. In še? In končno, morda na najbolj brutalno, revni ljudje naj bi manj protestirali. Sklep vira je res direkten. Revščina ni napaka sistema, revščina je funkcija sistema. In kako to podkrepi? Omenja kakšne konkretne primere institucije? Ja, loti se kar slovenskih ministrstev. Pravi, da vsako od, pazite, 20 ministrstev na svoj način prispeva. Ministrstvo za delo, prenizki transferi, ministrstvo za zdravje, čakalne dobe, finance, davki, okolje, energetska draginja. Po tej logiki ni napaka, ampak delovanje sistema. Tako nekako vir to postavlja. Zanimivo to število, 20 ministrstev. Vir posebej izpostavi, da jih imamo več, kot je ciljev agende 2030. Kaj naj bi to pomenilo? Ima kakšen poseben pomen? Ja, po tej analizi naj bi bila Slovenija še posebej bogata v ustvarjanju revščine. Tista 3 dodatna ministrstva, ki jih agenda nima tako eksplicitno, obramba, notranje zadeve, javna uprava, naj bi ustvarjala še 3 dodatne specifične oblike revščine. Katere pa? Varnostno revščino, povezano z vojsko, potem svobodno revščino s omejevanjem svoboščin preko policije in administrativno revščino z birokratsko neučinkovitostjo. Sporočilo je nekako ironično: vivala Slovenija, imamo celo več revščine od globalnih ciljev. Res ostro. Kritika pa seže tudi do dobrodelnosti, kaj ne? Kako jo vidi vir? Zelo kritično. Te medijsko odmevne akcije omenja en primer z znanega radia. Označi jih za PR spektakel. Spektakel. Ja, ker naj bi normalizirale sistemsko revščino. Državi naj bi omogočale, da se umakne od odgovornosti in celo, da se trpljenje izkoristi za promocijo. Torej, namesto vprašanja, kako pomagati, bi se morali vprašati, zakaj sploh imamo sistem, kjer ljudje rabijo tako pomoč, tako nekako namiguje vir. Dotakne se tudi psihologije vsega skupaj. Kako naj bi sistem vplival na počutje ljudi? Da, trdi, da se v Sloveniji načrtno ustvarja občutek nemoči, pasivnosti, preko medijev, ki pomanjkanje prikazujejo kot nekaj normalnega, preko zapletene birokracije, ki ljudi izčrpa. Celo uničevanje nacionalnega ponosa naj bi bilo del tega. Torej, če na hitro povzamem, ta vir slika revščino ne kot neko nesrečo, ampak kot kompleksen sistem, ki naj bi bil, vsaj po mnenju avtorja, morda celo namenno vzdrževan. In gonilo naj ne bi bila ekonomija, ampak ta revščina oblasti, pomanjkanje idej, etike, odgovornosti. Točno tako. Kritika leti na vse strani mednarodne agende, nacionalne institucije, pa tudi na naš odnos do dobrodelnosti. Za konec pa misel, ki jo odpira ta analiza. Ali je za resnično soočenje z revščino najprej potrebno neko psihološko prebujenje?
Spoznanje, da živeti skromno ni isto kot biti sistemsko oropan. In kaj potem sploh pomeni pomoč v družbi, ki jo ta vir slika tako mračno. Vsekakor ja, vprašanje za razmislek. Imamo cilje, Agenda 2030 recimo, ampak a je možno, da naš sistem dejansko ohranja revščino ali jo celo poglablja? Osredotočajo se na to, kako lahko sicer dobronamerne politike pa institucije, celo teh 17 ciljev trajnostnega razvoja, kako lahko v praksi delujejo čisto drugače in pač ustvarjajo nove stiske, morda manj očitne. Začniva kar pri ministrstvih. Vsako ministrstvo s svojimi politikami ali pa recimo neukrepanjem prispeva k revščini. Naprimer, Ministrstvo za delo omenjajo prenizke socialne transferje, pa birokratske ovire pri dolgotrajni oskrbi. Zveni kot začaran krog. Točno to. In kar je zanimivo, ne gre samo za finančno revščino, a veš, analiza povezuje čisto konkretne politike z različnimi obrazi revščine. Recimo dolge čakalne dobe v zdravstvu, Ministrstvo za zdravje. To naj bi ustvarjalo zdravstveno revščino. Seveda, če ne prideš do zdravnika. Tako, potem energetska revščina, morda slabi predpisi, cene energentov, Ministrstvo za okolje in energijo. Ljudje si ne morejo privoščiti ogrevanja. Pa verjetno še kaj. Ja, omenja se še digitalna revščina, tukaj je Ministrstvo za digitalno preobrazbo, pa stanovanjska revščina, nedostopnost stanovanj, Ministrstvo za naravne vire in prostor. To niso pač neka naključja, ampak posledica sistemskih odločitev. To je pa res širok pogled. Pokriva praktično vse. Ampak omenjajo kohezijsko politiko, evropska sredstva. V preteklosti je bila za to odgovorna služba, povezana z imenom Jevšek, ne? Kaj je tu paradoks? Ja, ta del je pa paradoks, kot ga opisujejo, je v tem, da sredstva, ki naj bi dejansko pomagala, zmanjševala razlike, lahko ustvarjajo čisto novo obliko revščine. Nekakšno odvisnostno revščino, pa administrativno. Administrativno revščino, kako to mišliš? Ja, občine, organizacije postanejo odvisne od teh sredstev. In vseh tistih zapletenih navodil pogojev, ki pridejo zraven. Postopki so lahko tako kompleksni, da manjši sploh ne morejo kandidirati. Ali pa porabijo ogromno energije za birokracijo, namesto za pač dejansko delo. Aha, razumem. Hkrati pa se omenja pomanjkanje transparentnosti, tveganje, da denar sploh ne pride do tistih, ki ga res potrebujejo, kar potem logično izniči ves namen pomoči. Torej, pomoč, ki bi morala dvigovati, lahko dejansko hromi, ustvarja občutek nemoči. Ohranja stanje odvisnosti, namesto da bi spodbujal samostojnost. In to nas pripelje do koncepta politične revščine. Kaj naj bi bilo pa to? Ja, politična revščina. To uporabljajo za opis pomanjkanja vizije, etike, odgovornosti pri tistih, ki odločajo. Argument gre nekako v smeri, da morda pravi problem ni samo pomanjkanje denarja ali dobrin med ljudmi, ampak je problem revščina znotraj samih struktur oblasti. Vsebinska praznina, mogoče celo kriza vodenja. Torej, če prav razumem, ko politika postane odvisna od problema revščine za svojo legitimnost, za projekte, za sredstva, potem mogoče izgubi interes, da bi ta problem dejansko rešila. Da obstaja tveganje, da sistem potrebuje problem, ki naj bi ga reševal. To je pa kar težka misel, v bistvu. Fasada boja proti revščini, za njo pa mehanizmi, ki jo ohranjajo, ker jim koristi. Tako nekako argumentirajo. Da revščina ni nujno samo napaka v sistemu, ampak lahko postane celo njegova funkcija, nekakšen politični kapital. Kakšen je torej zaključek? Mehanizmi pomoči naj bi paradoksalno prispevali k problemu. Ključno vprašanje, ki ostaja, je ravno to. Je ta vztrajnost revščine, kljub vsem milijonom in programom, samo neka sistemska napaka ali je morda odraz nečesa globljega? Da pravi boj morda ni samo za več denarja ali več projektov, ampak za spremembo v delovanju inštitucij, za povrnitev neke etike, odgovornosti, dostojanstva v politiko. In za konec, kot ponavadi, premislek našim poslušalcem, precej provokativna. Ali morda živimo v sistemu, kjer sta dobrodelnost in evropska sredstva nekakšna priročna krinka za sistemsko neuspešnost pri reševanju korenin revščine? In še.
Ali je morda čas za neko psihološko prebujenje iz programirana nemoč? Iz tistega občutka, da kot posamezniki ali skupnost nimamo prave moči za spremembe. O tem velja razmisliti.